Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije ob izteku listopada, ki so ga zaznamovali številni pretresljivi dogodki, ki bodo, kot kaže, vplivali tudi v prihodnosti na politično sliko sveta. Bolj pozitivne novice pa beležimo v domačem okolju, nekaj tega pa objavljamo tudi v informativni oddaji tega tedna. Naj spomnimo, da smo Slovenci 23. novembra obeležili državni praznik, in sicer dan Rudolfa Maistra, borca za severno mejo, ki je leta 1918 razorožil nemško varnostno službo ter priključil večji del narodnostnega in govornega področja Štajerske ter Koroške slovenskemu ozemlju. Ta teden pa je gotovala tudi Katarina, vremenski pregovor pa pravi, da bo podobno vreme kot na njen praznik tudi v januarju. Prijazno vabljeni k ogledu današnje oddaje. Znani so najgospodarstveniki leta 2015 v občinah Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Matjaž Frešer iz Ritoznoja, najinovativni kmet v državi. V nedeljo zagorelo v središču mesta. V Slovenski Bistrici predzadnja tekma za državno prvenstvo mlajše in srednje kategorije športnih plezalcev. V rubriki Lokalne novice smo osrednjo pozornost namenili najkmetu Tomažu Frešerju, dodali pa še nekaj drugih zanimivosti. V Bistriškem gradu so v četrtek 26. novembra slovesno razglasili najboljše gospodarstvenike občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. S prireditvijo Direktor leta 2015 so obeležili tudi 25. obletnico izhajanja lokalnega tednika Panorama in 100. srečanje Kluba novinarjev Slovenska Bistrica. Posebna komisija Kluba novinarjev Slovenska Bistrica je za najdirektorja izbrala Vlada Leskovarja, podpredsednika upravnega odbora skupine Impuls za področje financ. Podjetnik leta 2015 je postal Vladimir Jelen, lastnik podjetja Temat iz Slovenske Bistrice. Priznanje za obrtnika leta pa je prejel Dušan Iršič, avtoprevoznik in lastnik gostišča in tenis centra na Žabljaku. Prireditev sta organizirala tednik Panorama in Klub novinarjev Slovenska Bistrica. Sicer pa so organizatorji priprave na prireditev Direktor leta 2015 predstavili v petek 20. novembra v predporočni dvorani Bistriškega gradu. Na novinarski konferenci so predstavili tudi novo fotomonografijo Milana Sternada. Knjiga, gre za kombinacijo starih in novih makolskih fotografij in razglednic, je šla v samozaložbi v 600 izvodih. Milanu Sternadu je pomagal tudi priznani fotograf s Ptuja Stojan Kerbler, finančno pa je izid monografije podprl direktor podjetja Eurel Štefan Kuzma. Udeleženci so si ob koncu ogledali še razstavo novinarskih fotografij članov in članic Slovenije Bistriškega kluba novinarjev. V petek 20. novembra so tudi v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica obeležili dan slovenske hrane v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. V enotah vrtca so na jedilnik vključili lokalno pridelana živila. Enoto vrtca Sonček je obiskal tudi Maksimilijan Prah, predsednik Čebelarskega društva Slovenska Bistrica, ki je otrokom povedal nekaj več o pomenu čebelarstva, otroci pa so ob tej priložnosti zapeli pesmico o čebeli. Vrtci so od Čebelarske zveze Slovenije prejeli zgibanke, ki vključujejo vsebine z področja vzreje in razmnoževanja čebel. Več o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk pa je povedala Petra Lozinšek, organizatorka prehrane v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Za nas je danes pomemben dan. To je dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo z projektom poimenovanim Tradicionalni slovenski zajtrk. Pred leti se je ta zajtrk začel z medom, takrat smo imeli poudarek na pomenu čebel. Potem je pa prerasel pred 2 letoma v dan slovenske hrane, kjer smo vzeli tudi druga živila. Tukaj poudarjamo tudi tradicionalna slovenska živila, so lokalno pridelana iz našega domačega okolja. Tukaj je sestavina tega zajtrka kruh, tukaj je maslo, mleko, ki je tudi domače,
med, seveda, ki ga čebelarji donirajo vsako leto, in pa domača jabolka starih avtohtonih sort, po možnosti ekološko pridelana, predvsem pa integrirana pridelava je tukaj pomembna, ne. Otroke s tem ozaveščamo, posledično seveda tudi starše, o pomenu zdravega načina življenja, o pomenu res tistih iz najbližjega okolja živil, da se ne pripeljejo od daleč, in živil, ki niso industrijsko predelana, ki so pristna, tista prava, taka, kot so jedli včasih, kar je bilo v stari slovenski tradiciji. Obeležujemo ga sicer že 9 let zaporedoma, tako da to je res naša stalnica, takrat posebej tudi se pripravimo v vrtcu, se posebej oblečemo, posebej tudi okrasimo igralnice, z otroki se že kaki teden prej o tem pogovarjamo in v bistvu res pomen dajemo vsemu temu, tudi povabimo čebelarje, kakšne druge strokovnjake iz tega področja, lahko se tudi otroci pogovorijo z kuharji, kako se hrana pridela, od kod prihaja, tako da res celostno zajamemo vse to tematiko, ki je pomembna na ta dan. Tradicionalni slovenski zajtrk sicer je sestavljen, tako kot sem že povedala, iz različnih živil. Nekako se na ta dan povežemo z lokalnimi predelovalci. To pomeni, da kot javna ustanova, kot vrtec naročamo hrano izven javnega razpisa. To pomeni preko naročilnice, lahko tudi preko pogodbe. Predvsem, da se spodbuja to tudi, da se dejansko nekako, bom rekla, kmete spodbuja, da tudi oni potem računajo, da za nas pripravljajo in pa, da se delovna mesta ohranjajo, da se tudi mogoče odpirajo kakšna delovna mesta. Rada bi samo se še danes pohvalila s tem, da smo današnji kruh, ki ga tukaj vidimo, spekli v naši enoti, ker pač imamo tole možnost, da imamo krušno peč in za vse otroke v tej enoti je bil kruh spečen tukaj, tako da lahko rečemo celo samooskrbovalni zajtrk, ne samo tradicionalni slovenski zajtrk. Matjaž Frešer iz Ritoznoja je postal inovativni mladi kmet leta 2015. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zveza slovenske podeželske mladine sta Matjaža Frešerja izbrali med 6 kandidati. Z Matjažem Frešerjem smo se pogovarjali v njegovi vinski kleti v Ritoznoju. Minuli petek ste v Račah prejeli prestižno priznanje za inovativnega mladega kmeta leta 2015. Gre vsekakor za priznanje za dolgoletno delo. Kaj vam pomeni to priznanje? To priznanje pomeni eno potrdilo za preteklo opravljeno delo, da smo na pravi poti, da so bila naša odločitva pravilna, obenem pa eno spodbudo za prihodnost, da bomo še boljši, še bolj prepoznavni. Že pred leti ste se odločili za ekološko vinogradništvo. Kako se je pravzaprav porodila ta ideja? Sam kot vinar sem zelo hitro začel pri svojih 22 letih. Skozi ta vinski trg Slovenije zelo zanimiv in skozi smo se nekako borili za svojo blagovno znamko oziroma za prodajo naše blagovne znamke na našem trgu. Mene smo pa pol vedno s časoma vsako leto bolj opažali, da v bistvu da smo si zelo podobni mali vinarji z velikimi ponudniki, ne. In vedno nam je bila želja narediti drugačna vina za višjo cenovno politiko in biti še bolj prepoznavni. In da bi bili drugačni, so videli edino našo pravilno pot v ekološkem kmetovanju. In s tem smo se v bistvu tudi ločili od velikih ponudnikov in obenem povišali samo kakovost vina oziroma kakovost naše vinske kapljice. Kaj je pravzaprav najbolj pomembno pri tem ekološkem kmetovanju? Najbolj pomembno pri tem ekološkem kmetovanju je to, da imaš dobre lege, da je treba imeti malo več znanja, pa v osnovi je tudi ta problem, da je treba imeti v bistvu strojno opremo vinogradov malo boljšo oziroma da mora biti vinogradi oziroma nasadi narejeni čim bolj optimalno za strojno obdelavo. V čem so vaša vina pravzaprav posebna? To bo najboljše, da vprašamo naše kupce, da bojo oni to odločili. Vsi se trudimo, vsi vinarji se trudimo, da je bila od vsakega, ko proizvaja vino, drugačna, posebna. Ne vem, jaz upam, da naši kupci to vejo in oni so tisti, kjer odločajo, katerega proizvajalca bojo pili, ne. Vključeni ste tudi v konzorcij Ritoznojčan. Koliko vam je pravzaprav odločitev za ta konzorcij pomagala pri promociji vaših vin? Pri promociji nam je zelo dosti pomagali, ker
pomagali, ker smo se končno vinarji Slovenske Bistrice povezali. Videli smo prednost oziroma eno bodočnost v blagovni znamki Rico Znojčan. Najbolj pomembno je pa to, da postaja blagovna znamka Rico Znojčan oziroma da postaja naš kraj, naša blagovna znamka Rico Znojčan vedno bolj prepoznavna. Je eno hudomušno ime, katero ime oziroma ime blagovne znamke se ljudje zelo hitro zapomnijo. Je igrivo, tako je naše vino igrivo, mlado, razposajeno, tako kot so Rico Znojčani. Ne smemo tudi pozabiti, da ste uredili vinsko banko in vinotoč. To investicijo smo zaključili v letu 2014, takrat smo tudi odprli našo dopolnilno dejavnost Vinotoč. V istem momentu sem zaposlil mojo boljšo polovico Andrejo. Trenutno se nahajamo na naši 300 let stari vinski kleti na desni strani z našim vodnjakom, kot zanimivost, in za mano z našo vinsko banko, katera je možnost za vinske ljubitelje oziroma za pivce našega vina, kateri nimajo te možnosti, imeli svoj vinski prostor, lahko pridejo do nas in ga pri nas dobijo. V zgornjem delu pa seveda naš prostor za ponudbo naše kulinarike, katere povezujemo lokalno okolje, lokalne specialitete z našimi vini. Zaradi vsega tega, kar ste povedali, se vam prodaja iz leta v leto povečuje. Še posebej ste ponosni, da veliko vin prodate tudi v tujini. Prodaja se nam povečuje, sploh smo veseli, ker dosegamo večjo prodajo na tem gorenjsko-ljubljanskem koncu, na Štajerskem. Dobivamo večjo prepoznavnost, ljudje v domačem kraju nas vedno bolj poznajo. Obenem pa ja, z izvozom smo tudi vedno vsako leto bolj zadovoljni. Vsako leto najdemo kakšnega novega distributerja oziroma kupca iz sosednjih držav, kot so Avstrija, Slovaška, Češka. Letos tudi delamo na novo z slovensko restauracijo na Pragi. Nam lahko zaupate morda še kakšne načrte za v prihodnje? Prvi načrt v letu 2016 je ziher nasaditi novi vinograd, katero se trenutno zunaj dela obnova, to je cirka 2 hektarja. Za ostale načrte so pa to, kar so že zdaj napisani, povečati prodajo na domu, povabiti čim več ljudi v naš prekrasni Rico Znoj, povabiti čim več ljudi na Obronke Pohorje, povabiti čim več ljudi do ostalih naših vinarjev, da bojo videli, da štajerska vina so dobra, so vrhunske kakovosti in tudi štajerski vinarji imamo kaj za pokazati. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Spoštovani, zaradi stavke policistov za vas nimamo pripravljenega policijskega poročila, smo pa za to rubriko posneli požar, ki se je zgodil minulo nedeljo v Slovenski Bistrici. V nedeljo 22. novembra dopoldan se je začel valiti gost dim z ostrešja poslovno-stanovanjskega objekta v središču mesta, kasneje pa so začeli švigati plameni. Dim nad streho pa je opozarjal na požar, ki bi se lahko razširil na celotno ostrešje in posledično na celotno zgradbo. Še sreča, da so na kraj dogodka pravočasno prihiteli prostovoljni gasilci iz mesta in Zgornje Bistrice, odkrili del strehe ter pogasili požar.
V rubriki Šport pa tokrat o mladih športnih plezalcih, ki so se pomerili pred državnim prvenstvom v Slovenski Bistrici. V soboto 21. novembra je v športni dvorani v Slovenski Bistrici potekala predzadnja tekma za državno prvenstvo v športnem plezanju za mlajše in srednje kategorije. V dopoldanskem delu tekmovanja so izjemen uspeh dosegli mladi bistriški plezalci. Ema Seliškar si je v kategoriji Cicibank razdelila prvo mesto in dosegla vrh. Drugo zlato medaljo za Bistričane je osvojil Gal Leskovar med mlajšimi dečki, medtem ko je bila Lucija Tarkoš v kategoriji mlajših deklic 10. Popoldne se je tekmovanje nadaljevalo s kategorijami starejših dečkov, deklic, kadetov in kadetin. Mladim upom je priznanja pomagala podeliti svetovna prvakinja v športnem plezanju Mina Markovič. Spoštovani, današnja informativna oddaja je končana. Ponovno pa se vidimo že v prvih dneh grudna, ko nas bo obiskal tudi prvi dobri mož Miklavž in upamo, da bo prinesel razen darov tudi kaj dobrih novic. Pa srečno do prihodnjega tedna.